Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Radio Sora poslušate in zdaj je čas, da odpremo našo radijsko klepetalnico, v katero smo povabili Niko Pengal, čebelarko in apiterapevtko, ki je javnosti bolj poznana s podjetniškim imenom Gospodična Medična. O čebelarstvu, ki je postalo njen poklic in strast, čebelah in čebeljih izdelkih, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje in dobro počutje, o čubiju, ki jo je navdihnil za poklicno pot, in medgeneracijski knjižni zgodbi Skrivnosti Gospodične Medične bomo klepetali z njo v nadaljevanju. Najprej pa dober dan in dobrodošla v naši družbi. Saj ne vem, Gospodična Medična, Nika. Kar Nika. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za povabilo, z veseljem. Svetovni dan čebel je danes, 20. maj, je to postal tudi na pobudo Slovenije in slovenskih čebelarjev. Kako pomemben praznik pa je današnji dan za vse vas čebelarje? To je zelo pomemben praznik za nas, namreč na ta dan se je rodil Anton Janša, sicer iz Žirovnice. On je bil čebelar, ki je pravzaprav premikal meje nemogočega, kar počne tudi Slovenija, v smislu Čebelarske zveze Slovenije, ki je izkoristila v narekovajih ta pomemben rojstni datum, da je postal ta dan zdaj tudi svetovni dan čebel. Anton Janša se je rodil 1734, tako da letos praznujemo okroglo obletnico njegovega rojstva. Ta dan je pa pravzaprav pomemben za nas iz večjih razlogov. En je ta, da se ob tem dnevu dobimo na neki določeni lokaciji. Letos imamo ta praznik čebelarjev v Beltincih. Takrat se zberemo čebelarji iz vse Slovenije, vsa društva, imamo možnost druženja, se dobimo, izvenjamo izkušnje, ideje, kakšne inovacije si povemo. Nasplošno pa pač takrat se malo poveselimo in pozabimo na kakšno skrb. Sicer pa je to dan, ko je zelo pomembno, ne samo za nas, ampak v svetovnem merilu, da se zavemo, kako pomembni so opraševalci, kako pomembne so čebele, medonosna čebela, od katere mi dobivamo pridelke, kot je med, cvetni prah, matični mleček, propolis, vosek, hkrati pa se spomnimo tudi na vse ostale divje opraševalce. In vsi skupaj, medonosne čebele in divji opraševalci, so tisti, ki skrbijo za 1/3 vse pridelane hrane v svetovnem merilu. Tako da brez njih ne bi bilo življenja. Tako da, če povzamemo, brez čebel ni življenja. Tako, in brez čebel, teh pridnih malih delavk, ki so danes v ospredju, tudi midve zdajle ne bi klepetali, pa morda še besedico ali dve prav o čebelah, ki so, lahko rečeva, neke vrste zdravilke. Kako močne zdravilke pravzaprav? Na nek način se niti ne zavedamo lastnosti njihovih pridelkov, kako zelo močni so. Zavemo se morda ob piku čebele, ko naše telo lahko preburno odreagira z alergijsko reakcijo, hkrati se pa ne zavedamo, kako lahko je ta isti pik za nekoga, ki ni alergičen na čebelo, zdravilen. Prevečkrat se osredotočamo ljudje na tisto negativno, na tisto, kar se pa ne opazi z neko ekstremno situacijo, na tisto pa pozabimo in mislimo, da ni nič. Pa ni tako, ne. Vsi čebeli pridelki so visoko koncentrirane biološko aktivne snovi, ki v našem telesu seveda povzročijo določene spremembe na bolje. Običajno, na bolje, če nismo nanje alergični. Ampak tako, kot smo lahko alergični na arašide, na kozice, smo lahko alergični na cvetni prah, lahko smo alergični na med, na čebelji pik oziroma strup in tako naprej. Če smo že pri zgodbah o čebelah, ki jih morda premalo poznamo, menda so te živalice, ki so ne samo zelo pridne, so tudi velike popotnice, v svojem precej kratkem življenju prepotujejo precejšnjo razdaljo, po drugi strani pa v svojem življenju ne pridelajo prav veliko medu. Ta razmerja so kar taka zanimiva zgodba. Ja, res je. Čebela lahko odleti tudi do nekaj kilometrov daleč od svojega bivališča, panja, po medičino, kjer se pač nahaja nek sestoj dreves, ki v tistem času medijo, dajo medičino oziroma mano od sebe, vendar dalj kot je oddaljeno to drevo, ta vir hrane, več seveda uporabijo te energije že med letom domov. Tako da čebelarji se trudimo, da čebele dostavimo na tisto mesto, kjer je sestoj recimo kostanjevih dreves,
običajno ob tistem času opazujemo naravo, tja odpeljemo čebele, da imajo one hrano pravzaprav pred nosom. Ampak ja, res je, čebela v svojem življenju preleti nekako razdaljo skoraj ekvatorja, zato da v tem času obišče milijone cvetlic in dreves, kjer se vir hrane nahaja, in v celem svojem življenju ena čebelica prinese 1/12 čajne žličke. Tako da si predstavljamo, koliko čebel je potrebnih, koliko čebeljih življenj je potrebnih, zato da mi dobimo samo eno čajno žličko. Ja, veliko truda je vloženega v eno čajno žličko, ki pa ima, kot sva že dejali, veliko dobrih lastnosti in te so vse prepogosto tudi spregledane. No, pa še eno zanimivo dejstvo, če so še pri čebelah. Čeprav zgledajo udomačene, pa niso prav zelo udomačene, ampak nekako veljajo za divje živali. Ja, res je. One se pravzaprav s tem našim udomačevanjem ne strinjajo ravno v smislu pikov, ne? One še vedno branijo svoje bivališče. Čebela naravno živi v drevesnem duplu, v kakšnem skalnem previsu, kjer so na suhem, v temnem prostoru. Mi pa smo to nekako poustvarili ravno s čebeljimi panji. Izumili smo premično satje, tako da satje, ki ga mi vzamemo ven, je lahko satje z medom, lahko je satje s čebeljo zalego. Mi smo sebi prilagodili način njihovega bivanja, zato da nam lahko prinašajo pridelke. Seveda pa čebela nikoli ne bo tako udomačena, kot če bi rekel, da si udomačil nekega malega volkca iz gozda, ki ti bo na koncu prinašal žogico ali pa kakšno drugo igračo. Ne? Čebela se nikoli ne bo do potankosti strinjala s tem, da sodelujemo. Ne? Ona bo delala v svoj prid, da bo zadostila svoji družini s pridelki, tako da njej pravzaprav ni mar, da smo mi zdaj v neki simbiozi v smislu delodajalec in zaposleni, ampak one so popolnoma samo svoje, kljub temu, da smo si mi izmislili za njih bivališča. Se pa da stkati taka posebna prijateljstva, kot jih že kar nekaj let s čebelami tkeš tudi ti. Danes te poznamo kot promotorko čebelarstva, kot apiterapevtko pod imenom Gospodična Medična, ampak čebele pa lahko rečemo niso bile tvoja prva izbira, ne? Najprej si začela s pravom, se potem posvetila dediščini, arheologiji, s čebelami pa potem našla tisto skupno pot, ki pa je, kot vidimo danes, tista ta prava zate. Ja, vsak gre po svoji poti, ne? Vedno pa ne vemo, kam pelje nek korak. V bistvu, ja, po končani gimnaziji sem se najprej ukvarjala s pravom, kjer enostavno sem ugotovila, da prerada živim in ne rada tako zelo študiram, sedim pred knjigami in se na pamet učim določene stavke. Tam sem sicer naredila nekaj izpitov, ampak predvsem me je zanimal ta stari del prava, kot je rimsko pravo, kot so te rimski stari zakoni, latinščina. In sem to nekako dobro potem naučila tudi ob študiju dediščine Evrope in Sredozemlja v Kopru na Fakulteti za humanistične študije Kopar. Tako da sem se v eni izmed svojih prvih seminarskih nalog ukvarjala z Justinijanovim kodeksom. Tako da pravo me ni popolnoma zapustilo. Ne? Še vedno skušam nekako slediti pravilom, tistim, ki se mi zdijo uporabna, ne? Ampak sem vesela, da sem na koncu prišla do čebel, ki so mi potrdile, da so pravila za to, da jih kršimo, ker pravzaprav vsakič, ko z njimi delam in mislim, da nekaj delam prav, mi one pokažejo ob naslednjem obisku, da je bilo vse narobe. No, kako je to videti v praksi, pa bomo izvedeli po glasbi. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Nika Pengal, Gospodična Medična, je danes z nami o radijski klepetalnici Na stežaj. O čebelah teče beseda. Praviš, da čebele znajo pokazati, kaj je prav, kaj je narobe. Kako pa je videti tvoja dnevna rutina? Kako je videti tvoje druženje z njimi? V bistvu jaz prvo, kar sem se v zadnjem času naučila, je to, da upoštevam setveni koledar. Upoštevam naravna, dnevna, mesečna gibanja, kako s čebelami in kako z naravo kar najboljše sodelovati. Pokaže se to kak dan, ko jaz nimam časa naslednji dan delati z njimi, ko bi bilo primerno, ne, po tem našem setvenem koledarju biodinamike, da bi z njimi delala in vem, da se moram drugače zorganizirati. V tistem dnevu so one veliko bolj
bolj razdražene. Ne bom rekla, da je nemogoče z njimi delati, ampak je treba biti res zelo dobro zaščiten, če nočeš pokasirati preveč čebeljega strupa. Medtem ko na dni, ki so primerne za delo s čebelami, je pa to res lepo delo. Je to pravzaprav meditacija, ki se jo vsakič, ko se odpravim k njim, veselim, ker pri čebelah moraš biti resnično umirjen, ni hitrih gibov, ni nekih, čebele ne prenašajo nepremišljenosti oziroma ne prenašajo naglih odločitev, kar pomeni, da ko jemljemo ven iz spanja sate z njimi, če si pazljiv, če si previden, če si počasen, se one imajo čas umakniti in imaš ti zelo malo možnosti, da boš čebele poškodoval, da bo kakšna med tem umrla. In ko si osredotočen na to, kar počneš, enostavno nimaš časa razmišljati o drugem in si popolnoma v tem trenutku, tukaj in zdaj. In je to tisto, kar meditacija oziroma neka vaja čuječnosti na nek način tudi je. In potem gre za tisto pravo sobivanje, ne? Brez kakšne nepotrebne jeze in živčnosti na eni in drugi strani. Če pa si naredil kaj narobe, pa se pokaže po nekaj dneh, ko čebele izrojijo iz spanja, ko se srečamo potem na kakšni drevesni veji ali pa kje pod streho, kakšen roj pristane. Takrat je drugačno ukrepanje, ko lovimo roje čebel. No, zdaj sama imaš kar nekaj 10 čebeljih družin. Koliko dela je pravzaprav z njimi? Ja, jaz sem tiste lene sorte čebelar, ampak to se zdaj nekako negativno sliši. Dejstvo pa je, da čebele so rade same. Čebele ne marajo nenehnega poseganja v njihovo bivališče, ker vsakič, ko mi samo odpremo vrata, tudi če nič ne delamo v panju, je to za njih stresno, je to za njih nek moteč dejavnik, ker če drugega ne, se klima v njihovem panju, ki jo skrbno vzdržujejo s tem, da migotajo s krilci, vzdržujejo temperaturo, vzdržujejo pač svojo mikroklimo in vsakič, ko mi odpremo, se to poruši in morajo znova začeti delati, oziroma ne nadaljujejo s tistim delom, ki so si ga za tisti dan zamislile in zadale, ampak jih za nekaj časa to naše početje zmoti. Zdaj omenila si že, da upoštevaš setveni koledar, ne? Verjetno pa je treba upoštevati tudi urnik čebel. Kako poteka tvoj delovnik? Ja, moj urnik je nekako zjutraj med 7 in 10 uro zjutraj delam s čebelami, takrat, ko je dovolj toplo, se pravi, to ni zdaj v tem času, ko je toliko deževja. Potem pa nekje po 6 uri zvečer do 9, 10 v poletnem času, ko je še svetlo. V tistem najbolj vročem in svetlem delu dneva, se pravi od 11 pa tam do 5 popoldne, je prevroče in za nas in za čebele, ampak ko imaš tako število družin, kot imam jaz, kdaj enostavno ne ostane drugega, kot da se z njimi družiš in pač delaš ves dan. Sicer pa je nekako naj bi bilo to kičasto čebelarjevo delo med 7 in 11 dopoldne in potem od 5 oziroma 6 ure proti večeru. To govoriva o delu čebelnjaku, ne? Ja, potem tako. Pa ostane še tisto preostalo delo, da ti čebelji pridelki, izdelki sploh nastanejo. Zdaj imeti tisti, ki ga vsi poznamo, koliko možnosti za različne izdelke, pridelke pa ponuja svet čebelarja? Pravzaprav je neskončen ta svet njihovih produktov, oziroma njihovi produkti so med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek in čebelji zrak. Kaj pa s temi mi počnemo, kaj izdelujemo, ko pridemo do izdelkov, je pa nekaj drugega. Čebelji pridelki so taki, da se lahko med sabo mešajo in tudi rečemo, skupaj smo boljši, skupaj smo močnejši in dejansko se te koncentrirane snovi, ko jih skupaj zmešamo, še dodatno skoncentrirajo. Tako da neka ta mešanica medu, cvetnega prahu, propolisa in matičnega mlečka deluje res zelo močno na naš organizem in je zadosti že samo 1 čajna žlička na dan, da vzdržujemo neko podporno stanje imunskemu sistemu. Sicer pa se lahko mešajo med sabo, lahko se mešajo s kakšnimi drugimi alternativnimi pristopi medicinskimi, kar pravzaprav apiterapeuti zelo pozdravljamo, ker je apiterapija nekaj, kar lahko brez kontraindikacij sodeluje še z drugimi medicinskimi in alternativnimi vejami zdravljenja človeka. Ja, sama nisi le čebelarka, si tudi apiterapeutka. Kaj pa te je peljalo potem iz čebelarjenja v svet
pa se ne vem, če bom zdaj prav rekla, zdravljenje oziroma preverjanje zdravilnih učinkov vseh možnosti, ki jih čebele ponujajo. Pravzaprav me je peljala do tega lastna izkušnja in lastno slabo zdravstveno stanje. Nekje po koncu študija arheologije sem se nekako znašla v situaciji z obolenjem endometrioze na rodilih in ni bilo druge možnosti kot operativni poseg, da so mi te endometrije znotraj maternične votline odstranili. Potem pa sem imela veliko srečo, da je pač ginekolog, s katerim sem opravila to operacijo, bil naklonjen temu, da jaz poskusim vzpostaviti svoje hormonsko ravnovesje na svoj način. In moj način je bil z matičnim mlečkom. In nekako sva bila dogovorjena, da če se v 3 mesecih ne bo stanje izboljšalo, da imava še vedno dovolj časa, dovolj možnosti, da zadevo rešimo na klasičen medicinski način. No, zadeva se je pač rešila od takrat naprej, to je že več kot 10 let, se mi endometrioza, ki se zelo rada ponavlja, ni ponovila in pač svoje stanje vzdržujem s čebeljimi pridelki. Sem se pa takrat sem že bila čebelarka, nisem pa še imela vseh certifikatov, nisem se še izobraževala po teh protokolih oziroma izobraževalnih sistemih za to in sem potem takoj po tej operaciji se vrgla v študije apiterapije in še bolj podrobno raziskala zdravilne učinkovine čebeljih pridelkov. Tako sem se srečala z apiterapijo, najprej s pojmom, kaj sploh to je, in sem izboljšala najprej svoje dobro počutje in svoje zdravstveno stanje. Od takrat še nisem bila slabokrvna, predtem pa celo življenje smo imeli težave z mojim železom. In tako si pravzaprav sama najboljši primer dobre prakse, kako pravzaprav čebelji pridelki in izdelki delujejo. Ja, res je. V bistvu vse, kar s svojimi čebelami pridelujem in potem izdelujem, poskusim najprej na sebi, če se le da. No. Tako da, ko se upečem ob peki palačink, grem najprej pod vodo, na to pa takoj namažem s kostanjevim medom v peklino. Tako da res vem in tudi v tistem trenutku vedno vzamem telefon v roke, vedno poslikam, kaj se mi je zgodilo prej in kasneje, tako da imam pač dovolj tega dokaznega gradiva. Sicer mi pa pri tem pomaga tudi moja družina, ki so kar velikrat poškodovani. Pa so na srečo zapopadli tudi čebelarstvo in apiterapijo. Ja. Tako, midve bova zdajle brez poškodb naredili kratek glasbeni predah, potem pa rekli še kakšno o zdravilnih učinkih medu, pa tudi o izzivih, ki čakajo čebelarje v bodoče. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Sladka je tale današnja klepetalnica v družbi Nike Pengal, gospodične Medične. Ja, kar nekaj smo že izvedeli o njej in njenem delu, pa tudi o čebelah. Pa če zdaj le greva kar malce čez vse možnosti in priložnosti, ki jih ponujajo čebelji produkti. Najbolj poznan nam je vsem zagotovo med, živilo, zdravilo. Kako med pravzaprav vidiš ti kot čebelarka? Ja, vsekakor ga vidim popolnoma drugače kot mogoče tudi večina čebelarjev, sploh pa uporabnikov čebeljih pridelkov. Jaz ga ne vidim kot prehransko dopolnilo, poživilo, sladilo, ampak seveda kot zdravilo. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije je 1 leto nazaj na nekem dogodku rekel, ko nekomu zmanjka sladkorja pri peki piškotov, ne gre k čebelarju in prosi za kilo medu, zato da bi nadomestil ta sladkor, ampak greš po kilo medu takrat, ko te tare neko prehladno obolenje oziroma kaj podobnega, kar se dogaja v našem grlu, žrelu, oziroma ko se upečemo, ko se ranimo, da med namažemo na rano in tako naprej. Tako da med je tisto, kar pri meni piše z veliko zdravilo. Če si že omenila boleče grlo, pa žličko medu, takrat naredimo največji možni kiks, ker ga damo v vroč čaj, pa zalijemo še z limono in potem to pijemo, pa nam vendarle pomaga, čeprav marsikaj uničimo s tem. Ja, res je. V medu so tisti glavna sestavina medu, ki deluje najbolj zdravilno, potem v našem telesu so encimi, ki so beljakovinskega izvora. In te encime mi ob previsoki temperaturi
uničimo, ubijemo. Ne? In si predstavljate, kaj za človekovo telo pomeni, ko smo brez encimov. To so tisti prenašalci, ki skrbijo znotraj naših telesnih celic, da procesi v celicah sploh potekajo. In ko mi to uničimo, ko mi to ubijemo, smo mrtvi. In ravno tako je mrtev tudi ta med. Ne pomeni, da se v njem še vedno ne nahajajo vitamini, minerali, ampak po večini pa ostane sladkor, ki je sicer boljši kot navaden bel trsni sladkor, ampak ni pa to več zdravilo v pravem pomenu besede. Med se v tem primeru, recimo v bolečem grlu, priporoča na 2 načina. Eno je, da se ga uživa preprosto v kombinaciji z vodo, samo eno čajno žličko v 2 deci mlačne vode, vse to zmešamo in spijemo, lahko 3-krat na dan. Med bo v tem primeru pomagal pri raztapljanju oziroma rečenju te sluzi, ki se nam nabira in bomo lažje izkašljali. Če pa nas grlo momentalno res keli, peče, boli, je pa priporočljivo kristaliziran, se pravi ne segreti, kristaliziran med, popraskati iz kozarca. Medu so včasih rekli strt, tako da ta kristaliziran med je strt in v preteklosti smo samo takega poznali. Ni bilo tekočega medu, bil je strjen kristaliziran med. Torej, ta med postrgamo iz kozarčka na žličko, kanemo nanj še nekaj kapljic propolisa in to mešanico zadržimo čim dalj časa v ustni votlini in počasi pustimo, ko se nagnemo nazaj, ležemo v posteljo, da ta med, ta mešanica povzi po grlu navzdol. Na ta način bo tudi propolis deloval protibolečinsko, omilil bo to vnetje, ker deluje zelo močno protivnetno in na ta način bomo dobili od medu tisto, kar pričakujemo. Tako pa smo se naučili še nekaj novega, ko si že omenila strt, kristaliziran med ni tisti, ki se nam je pokvaril, ampak je zdravilo že, če se ne motim, iz časov starega Egipta. Tam so našli menda tudi med v tej kristalizirani obliki. A to drži? Ja, to drži. Pri raziskavah oziroma pri arheoloških izkopavanjih so odkrili v eni od, oziroma v večjih, glinenih daritvenih posodah, zapečatenih tudi z voskom čebeljim, je bil shranjen med. In ta med je seveda kristaliziral. Kristalizacija je naraven proces, ki se pač v medu dogaja zaradi različne vsebnosti fruktoze in glukoze, ki se nahajata v medu. Če je ene več, druge manj, enostavno kristalizacija v medu poteče in na koncu po nekem določenem času se med strdi in temu pravimo kristaliziran med oziroma strt. In nekatere sorte medu rabijo dalj časa, da kristalizirajo. Med njimi je akacijev med, ki rabi tudi do nekaj let, da skristalizira. Kakšna sorta medu lahko pa še skristalizira že v 1 mesecu, recimo tak je regradov med, oljne ogrščice. Zelo značilno je to za cvetlične medove, da zelo hitro steče kristalizacija in to je popolnoma normalno, popolnoma naravno. Če se med hranjuje na dovolj nizki temperaturi, kot je zaželeno in predpisano v hermetično zaprtih posodah, v temnem prostoru, je to naraven proces in kot tak nam najbolj koristi. Kakšnega pa potem uporabljaš za masažo, glede na to, da izvajaš tudi masaže z medom? To se je meni zdelo zelo zanimivo. Ja, ravno takega. Kristaliziran cvetlični med je možen za uporabo pri masaži, ravno tako kot cvetlični med, ki še ni kristaliziral. In sicer eno zvrhano veliko žlico tega medu preprosto raztopim med dlanmi in ga potem porazdelim po hrbtu masiranca. Tako da se da uporabljati tudi med, ki je kristaliziral. In te masaže so zelo zdravilne. Kaj pravzaprav med naredi? Med v primeru masaže deluje nekako kot, če si predstavljate, kot dvokomponentno lepilo. In sicer maserja ščiti pred morebitnimi infekcijami kože masiranca, hkrati pa, ko masiramo z medom, porinemo med v podkožje, kjer nahrani limfo. Cvetlični med, ki se uporablja pri masaži, je v 85% enake sestave kot naša krvna plazma in na ta način nahrani našo limfo. Potem pa s temi posebnimi gibi, ki se uporabljajo pri tej masaži, nekako med porivamo v kožo in ko privzdignemo, ko povlečemo roke od kože masiranca, se
v to zmes pomešajo tudi težke kovine, toksini, nekaj holesterola iz našega podkožja. Hkrati pa deluje tudi zelo dobro kot peeling, ker se odstranijo med samo masažo te odmrle odvečne celice na koži in hrbet masiranca je na koncu kot dojenčkova ritka, popolnoma mehek, čist. Treba pa je biti pazljiva, koliko časa pri komu lahko masaža traja. Efekti te masaže so očiščevalni oziroma razstrupljevalni, spodbudijo delovanje limfe, kot sem že rekla, ki je tisti sistem v našem telesu, ki skrbi za to, da se očistimo strupov. Hkrati mu pri tem pomagamo, ker nekaj strupov potegnemo tudi mi med samo masažo fizično ven iz telesa. Pomaga pa pri težavah, pri stresu, pri težavah s spanjem, pri menopauzalnih težavah, menstrualnih težavah. Pomaga pri prekrvavitvi kot relaksacijsko sredstvo. Hkrati pa je tisti moment, ko spodbudi telo, da se začne proces samozdravljanja in samo izločanje strupov. Tole se sliši več kot odlična ideja, pa bova zdajle postavili piko, pa morda rekli kakšno o masaži še med glasbo, potem pa povedali še, kako lahko iz medu nastane tudi žvečilni gumi, kaj dela gospodična Medična o knjižni različici in za piko na i še kakšno čebeljo, tudi v glasbi. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Gospodična Medična Nika Pengal je danes z nami. Ja, hitro teče čas, ko govorimo o njenem delu in seveda o zdravilnih učinkih medu ob današnjem svetovnem dnevu čebel. Prej sva spregovorili o masaži, kar nekajkrat pa sem omenila tudi žvečilni gumi. Ta je bil eden tvojih prvih izdelkov, s katerimi si prodrla na trg. Ja, res je. Gre za projekt Štartaj Domžale, ki je bil izveden strani Obrtne zbornice Domžale v sodelovanju z podjetniškim inkubatorjem. Jaz sem bila prej zelo taka tiha miška, nikakor si ne bi mislila, da bom kdaj govorila pred množico ljudi, ampak enostavno sem začutila, da me čebele, da me apiterapija potrebuje. In sem zato, ker mi je bilo lažje se poistovetiti s tem, da govorim v imenu nekoga drugega, se pravi v imenu čebel, sem z veseljem in z lahkoto predstavila, kaj apiterapija pravzaprav pomeni širši množici ljudi. In takrat sem bila jasno brezposelna, imela sem nekaj čebeljih družin in to je bilo za moje preživetje seveda popolnoma premalo. Delala sem različna dela od arheoloških izkopavanj kot študentka in prišla na idejo, da predstavim apiterapijo na tem podjetniškem tečaju usposabljanju Štartaj Domžale. Predstavila sem se na koncu z idejo medejnega čigumija, pri tem pa gre v bistvu za zmes čebeljega voska, medu in propolisa. In slogan je bil čegumi, ki čisti zobe in lahko se poje. In to je pravzaprav nekaj, kar bi lahko rečeva sodilo tudi v zobozdravstvene ambulante, predvsem pa v domače kuhinje, da bi mlajši, če že posegajo po žvečilnih gumijih, posegli vsaj po zdravem. Res je, ideja je nastala tudi zaradi tega, ker so nekatere prijateljice v tistem času imele majhne otroke in je bila recimo deklica stara že 6 let in je znala izplunti čigumi potem, ko ni bil več okusen. Mlajša 3 leta stara sestrica potem ga ni znala in je bil vedno krek, vedno je bila težava, ko sta obe želeli žvečilni gumi. In takrat sem jaz ravno točila med in na tem izobraževanju za apiterapijo smo se naučili med drugim tudi to, kako zelo koristno je žvečiti vosek. Sploh ta vosek, ki nastane preden stočimo med iz satja. In to enostavno žvečimo in potem na koncu sta dve opcije, ali to zmes izpljunemo ali pa pogoltnemo dol. In se pravi, ni težave, če mi to pojemo, ni tako kot so te klasični čigumi, ki so iz naftnih derivatov narejeni, ampak je to čisti čebelji vosek, ki v bistvu medtem, ko potuje po našem prebavnem traktu, nas se veže spet toksine in težke kovine iz črevesja in se v popolnosti izloči. Medtem pa, ko ga žvečimo, stimulira delovanje naše ustne sluznice in pomaga pri krvavečih dlesnih, pomaga proti kariesu, pomaga pri bolečem grlu, žrelu in v bistvu, če
če ga zadosti časa žvečimo dalj časa, ne pomaga tudi lahko pri sinusitisih, ki se ponavljajo in podobnih obolenjih ustne votline in obnosnih votlin. Zdaj, da bi s tem nadomeščali, seveda obisk pri zobozdravniku nikakor ne gre, ampak je pa bistveno bolj zdrav ta žvečilni gumi kot slajenje žvečilni gumi, ne, ker dejansko med ima zelo veliko protibakterijskih učinkovin. Vosek je tisti, ki naredi nekakšno oblogo na sklenini in otroci imajo radi, odrasli pa prav tako. In če smo že pri povezavi otroci in odrasli, potem ne moreva mimo knjižne zgodbe Skrivnosti gospodične Medične, priročnika o apiterapiji za vse generacije. Ta ima pa eno tako zanimivo zgodbo, ne? Predsednik Boštjan Noč je nekoč omenil, da bi bilo fajn kaj takega narediti, pa si potem bila ti tista, ki je rekla, bom to jaz zrihtala. To drži. Nekako tako je šlo, ko sva se nekega dne pogovarjala o podobni tematiki na sestanku. Ampak v bistvu ta ideja o knjigi, o apiterapiji, ki bi bila zasnovana za širšo javnost, za vse starostne skupine, ne, je v bistvu meni tlela, odkar sem ustanovila blagovno znamko Gospodična Medična. Šlo je pa zato, da ko sem sama raziskovala kakšno poljudno literaturo na temo apiterapije, kje dobim jaz uporabne nasvete, kako čebelje pridelke lahko v vsakdanjem življenju uporabljamo, da jih uporabljamo na bazi cele družine, ne, da je v bistvu imunski sistem družine podprt, nisem našla pravzaprav ničesar in ugotovila, da če ne iščemo konkretno na spletni strani Čebelarske zveze oziroma kakšne strokovne članke, ne, je tisti razpon med čebelico Majo, ki jo vsi poznamo, se pravi, vsi poznamo, kaj čebela prinaša, da obstaja med, cvetni prah, propolis in tako naprej, ampak kaj pa zdaj z vsem tem početi, pa ne vemo. Ne? O tem se pa premalo govori, oziroma tudi, če nisi usmerjen v študij teh snovi, teh pridelkov, je težko priti do nekega stika s tem. Ne? In v bistvu sem potem z mojim partnerjem Anžetom Galusom Petelinom sva se zmenila in napisala to knjigo skupaj. Jaz sem poskrbela za idejo, seveda o sami zgodbi, kaj želim, da je v zgodbi poudarjeno, napisano. Poskrbela sem za tisti del na koncu, ki je namenjen odraslim, kjer so vsi te pojmi, kaj je čebelji strup, kaj je matični mleček in tako naprej, bolj podrobno obrazloženi. Besedilo same zgodbe spremljajo tudi dejstva o čebelji družini, o medovitih rastlinah, o slovenskem načinu čebelarjenja, o slovenskih čebelnjakih, o slovenskih panjih, panjskih končnicah, pomenu sajenja medovitih rastlin, do tega, da pridemo do čebeljih pridelkov. In potem se v zgodbi nadaljuje, kako te čebelje pridelke v vsakdanjem življenju lahko uporabljamo. Zato bolj pisano doživljajsko besedilo pa je poskrbel Anže Petelin, ki je vsestranski umetnik, pisec besedil, sicer pa slikar. In marsikdo bi pomislil, da je Anže tudi ilustrator te knjige, vendar temu ni tako. Tukaj pa je skočila na pomoč moja dolgoletna prijateljica in znanka, pravzaprav Škofjeločanka Vida Igličar. Tako da sem zelo vesela in ponosna na to, da smo mi trije skupaj sodelovali pri izidu te knjige, ki mislim, da ne bi mogla biti boljše in lepše ilustrirana, kot je to storila Vida. Res je taka mična in kar kliče k branju, kot sva rekli, vse generacije, ki bodo potem tudi bolje poznale svet čebelarjev, svet apiterapevtov in tudi vse čebelje pridelke, izdelke in vse, kar pa še zraven. Prej si že omenila, da je v knjigi kar nekaj zanimivih dejstev o čebelah, čebeljih družinah. Katero dejstvo o čebelah pa je morda tebe najbolj fasciniralo? Najbolj me je fasciniralo dejstvo, ampak moram poudariti, da to ni poudarjeno in omenjeno v knjigi, ampak dejstvo, da matica kot kraljica, v angleškem jeziku jo imenujejo Queen Bee, se pravi kraljica čebela, v našem jeziku pa je to čebelja matica. Ona pravzaprav ni tista, ki diktira delovanje znotraj čebelje družine, ona ni tista glavna, ampak so čebele delavke, se pravi njene potomke, njeni otroci, tisti, ki odločajo o tem, kako bo in kaj bo delala čebelja družina, in ko one niso zadovoljne več svojo kraljico, jo preprosto zamenjajo. Mogoče je to tisto sporočilo za mogoče ne najboljše direktorje ali pa vodje nekih
nekih služb, pa ne, da vejo, kdaj je čas za umik oziroma da bolje prisluhnejo svojim delavcem. Ja, tole je morda še en tak apel za vmes. Glede na to, da si ti kar precej inovativna pri svojem čebelarskem delu, si ena redkih, če ne celo edina, ki pri svojem delu uporablja tudi čebeli strup s posebno tehniko, ne da čebele ob tem ne umrejo. Kje pa vidiš še možnosti in priložnosti za nadaljni razvoj čebelarstva, morda za nadaljno tvojo pot, tvoje naslednje korake? To je kar kompleksno vprašanje. V bistvu ne vem, kako bi odgovorila, mogoče najprej zase, da odgovorim. Jaz sem človek, ki se nenehno izobražuje in se mi zdi, da ni nič narobe, če kakšno stvar slišim večkrat, jo še toliko bolj ponotranjim in usvojim in jo potem večkrat lahko uporabim, kakšen dober nasvet oziroma kakšen nov pristop pri zdravljenju s čebeljimi pridelki in s čebelami. Tako da sebe še kar vidim naprej v izobraževanju in izpopolnjevanju znanja, hkrati pa si želim deliti to znanje tudi med ljudi, tako da sem vesela vsakega povabila v kakšno simpatizersko društvo oziroma kakršnekoli institucije, ki bi jih to vrstno zdravljenje s čebelami, s čebeljimi pridelki bolj zanimalo. Če odgovorim še za to, kam bi si želela, da bi šlo čebelarstvo. Čebelarstvo pravzaprav deluje v redu, deluje dobro organizirano strani Slovenije. Govorim za slovenski prostor, a ne vedno je prostor za izboljšave, za to, da se kaj ukine, za to, da se kaj novega naredi oziroma vzpostavi, ampak kar bi si želela je boljše sodelovanje z drugimi kmetijskimi strokami in inštitucijami, predvsem kar se tiče vpliva herbicidov, pesticidov, vsega, kar se uporablja v kmetijstvu. Tukaj mislim, da bi si lahko šli bolj naproti. Želim si seveda podporno politiko strani države v tej smeri. Pač treba je najti tisti nek pravi dialog med vsemi, ne? Predvsem pa se mi zdi, da je čas, da prisluhnemo našemu planetu in da mu gremo naproti, da gremo z roko v roki, ne da kontriramo z nekimi nenaravnimi, prisilnimi projekti oziroma dogajanji in delovanjem. Da bodo čebele še dolgo živele, skupaj z njimi pa tudi mi v enem takem pristnem, pravem sobivanju. Morda za konec še kakšna misel ob današnjem prazniku kot popotnica vsem nam, da bomo morda se večkrat spomnili na čebele, na njihov pomen, na njihov svet, pa ne nazadnje tudi na med, na kakšno žlico medu v mlačni vodi za boljše zdravje in počutje. Ta sklepna misel je, lahko je vedno podobna, lahko je pa vedno drugačna, ampak želela bi si, da se naučimo ponovno, da je kristaliziran med tisti pravi med, ki ni segret in se kot takega naučimo ponovno uporabljati in apeliram vse, da uporabljate kristaliziran, neutekočinjen med, da sledite temu, da uporabljate čebelje pridelke v vsakdanjem življenju, s tem, da so to nesegreti, neposušeni, sveži čebelji pridelki, da kupujete vse te snovi pri slovenskih čebelarjih, ker slovenski med je še vedno tisti, ki koristi nam, lokalnemu prebivalstvu. Nam ne bo koristil manuk in med iz Nove Zelandije, zato ker s cvetnim prahom, ki pesti Novozelandce, nimamo mi prav nič skupnega, ampak je zelo pomembno, da uživamo lokalno pridelane čebelje pridelke. Hkrati pa vas lepo prosim v imenu čebel, da sadite medovite rastline. Nika Pengal, hvala lepa za tale današnji klepet, za vse zgodbe, ki si jih delila z nami, kot Nika, kot čebelarka, kot apiterapeutka in kot gospodična medična. Vse dobro želim in verjamem, da kmalu nasvidenje, do takrat pa naj medi, kot pravite čebelarji. Hvala, naj medi in bodimo zdravi s čebeljimi pridelki.